S kitkom v svet pravljic. Radio smo z vami v današnjem poznem torkovem popoldnevu. Tokrat bomo v oddaji S kitkom v svet pravljic poslušali ljudsko pravljico o kuhanih jajcih, ki je šla v zbirki pravljic z naslovom Za 9 gorami. Prebrala vam jo bo Eva Šturm. Živel je mož, ki je imel 4 konje in je z njimi vozil po svetu. Po starem so takim rekli, da so furmani. No, in ta furman je nekoč prišel do neke gostilne. Bil je lačen, pa je stopil noter in pojedel 7 kuhanih jajc. Ker ni imel denarja, je rekel: plačam pa drugič, brez skrbi ne bom pozabil, bom kmalu spet kaj tu okrog. In potem je v tiste kraje prišel šele čez 6 let. Šele takrat se je spet oglasil v gostilni. Se me še spomnite, je rekel. Jaz sem tisti, ki je pojedel 7 kuhanih jajc. Koliko sem vam dolžan? Jah, je rekel gostilničar, vi mislite, da ste dolžni le za jajca. Ampak meni bi se iz tistih jajc lahko izvrili piščanci. Piščanci bi zrasli v kokoši in kokoši bi spet imele piščančke. Veste, koliko bi jaz lahko dobil? To je 6 let, to je, koliko piščancev. In teral je toliko denarja, kot ga revež sploh ni imel. Še konje so mu vzeli, da je moral peš nazaj domov. Tako je bil žalosten. Kako bo zdaj furman brez konjev? Gre in pride do starca, ki je tam ob gozdu kuhal oglje. Ta je bil bister mož, nabrit. Je najprej poslušal, potem pa dejal: konje in denar vse dobiš nazaj. Brez skrbi boš videl, jaz ti bom pomagal. In je stopil do sodnika. Je povedal, kar je vedel. Konje nazaj, je rekel, sodnik pa: Dobro, se bomo jutri zmenili. Pridete jutri vsi na sodnijo, pa se pokaže, kaj je prav. Pride jutro, vsi so že na sodniji, starca pa nikjer. Čakajo. Bilo je že skoraj 11, ko se je prikazal. Pa kaj je s tabo, človek, da te ni, se je jezil sodnik. Starček pa: jah, veste, je rekel, sem čakal doma, da se mi skuha bob. Moral sem ga skuhati, da ga bomo popoldne lahko sadili. Bik neumni, je rekel sodnik. Si že kdaj slišal, da se kuhan bob sadi? Pa vi, je rekel starček, ste že kdaj slišali, da se iz kuhanih jajc piščeta izvalijo? Sodnik je videl, da ima starec prav. In je gostilničarju rekel, naj konje vrne, in je bil furman spet lahko furman.